Danes je tudi god svetega Cirila Jeruzalemskega, škofa, cerkvenega učitelja, pa tudi po njem izročimo Bogu naše molitve, prošnje, zahvale, molimo. Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali Tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tedaj je Gospod govoril Mojzesu: Pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, ravna hudobno. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal. Naredili so si ulito tele, ga molili, mu darovali in rekli: Izrael, to je tvoj Bog, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele. Gospod je dalje rekel Mojzesu: Videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj me pusti, da se vname moj srd zoper nje in jih pokončam. Tebe pa napravim v velik narod. Mojzes pa je prosil Gospoda svojega Boga in rekel: Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj bi govorili Egipčani? Zlovoljno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje. Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal zaradi zla, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegel pri sebi in jim obljubil: Namnožil bom vaš zarod, kakor zvezde na nebu, in vso to deželo, ki sem o njej govoril, bo dal vašemu zarodu v vašo posest. Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi zla, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu. Odpev. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Naredili so tele ob Horebu in molili iz zlata ulito podobo. Svoje veličastvo so zamenjali s podobo bika, ki muli travo. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Pozabili so Boga, ki jih je rešil, njega, ki je delal znamenja v Egiptu, čudeže v Kananovi deželi, čudovite reči ob Rdečem morju. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Že jih je hotel uničiti, da ni Mojzes, njegov izvoljenec, pri njem posredoval in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Mojzes je napovedal odrešenika.
Čisto srce v Bog mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus Judom: če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni pravo. Drug je, kateri pričuje o meni, in vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, pravo. Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico. Toda jaz ne sprejemam pričevanja od človeka, ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. On je svetilka, ki gori in sveti. Vi pa ste hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo. Dela namreč, ki mi jih je dal moj oče, da jih izvršim, prav ta dela, ki jih izvršujem, pričuje o meni, da me je poslal oče. Tudi oče, ki me je poslal, je pričal o meni. Nikoli niste slišali njegovega glasu, niste videli njegove postave in tudi njegove besede nimate, da bi prebivalo v vas, ker vi ne verujete tistemu, ki ga je on poslal. Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta so, ki pričujejo o meni, in vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Slave ne sprejemam od ljudi, ali poznam vas, da nimate v sebi Božje ljubezni. Jaz sem prišel v imenu svojega očeta in me nočete sprejeti. Če pride kdo drug v lastnem imenu, ga boste sprejeli. Kakor bi mogli verovati vi, ki sprejemate čast drug od drugega in ne iščete časti, ki jo je dal edini Bog? Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri očetu. Vaš tožitelj je Mojzes, v katerega vi zaupate. Zakaj, ko bi vi verjeli Mojzesu, bi verjeli meni? O meni je namreč on pisal. Če pa njegovemu pismu ne verjamete, kako boste verjeli mojim besedam? To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Danes se spominjamo godu svetega Cirila Jeruzalemskega. Bil je iz krščanske družine, živel pa je ravno v času, ko je cesar Konstantin dal krščanstvu svobodo. To pa je pomenilo tudi, da je bilo precej drugih stvari, ki so vplivali na njegovo življenje. Kot škof je bil kar 3-krat pregnan iz svojega škofovskega sedeža, predvsem zaradi nasprotovanja krivovircem, ki jih je on odločno se postavil po robu. Predvsem je poznan po njegovih katehezah, v katerih nam je zapustil popoln tečaj priprave na krst in uvajanje v zakramente. Poučevanje je bilo sestavljeno iz 18 učnih ur, ki po uvodnem nagovoru razlagajo člene veroizpovedi. Tem sledi 5 homilij, ki na osnovi obredov in dejanj razlagajo zakramente uvajanja. Katehumene, pripravnike na krst je sveti Ciril zbiral v jeruzalemski baziliki Božjega groba, ki jo je dal zgraditi cesar Konstantin na kraju Jezusove smrti nekaj let pred tem. Noben drug kraj na svetu ne bi mogel bolj prikazati povezave med krstom in velikonočno skrivnostjo, kot prav ta kraj, kjer sta se dovršila Kristusova drama in vstajenje. Svoje življenjsko izkustvo je Ciril Jeruzalemski izrazil v besedah: nikar se ne sramujmo Gospodovega križa, ampak se hvalimo z njim. Ob vsaki priložnosti pogumno naredimo s prsti na čelu znamenje križa. Ko jemo ali pijemo, ko pridemo domov ali ko gremo z doma, preden zaspimo in ko vstanemo, ko hodimo in ko počivamo. Tako lahko tudi povabilo za nas, da se bolj zavestno pokrižamo
večkrat na dan ob različnih priložnostih.